Pravijo, da so takšni obeski za srečo, talismani se jim tudi reče, vredni le toliko, kolikor ti pomenijo. Če misliš, da boš zaradi tega bolj varen, potem očitno kar veliko. Neke posebne denarne vrednosti pa običajno nimajo. Tale je bil v banku 1 evro. Obstaja pa talisman, ki je vreden malo več, konkretno vsaj 28.000 evrov. Tale talisman, oziroma tale. Tole je naslednik Lagune in verjetno tudi pri nas precej neuspešnega Latituda, Renault talisman. Evo, vidite, že samim imenom so hoteli pokazati, da gre za povsem drug nivo avtomobila. Skratka, tole je tekmec Passatu, Mazdi 6 in podobnim in ker so vsi očem prijetni, je lep tudi talisman. Tole so nove Renaultove oblikovne smernice, kakršne smo videli že na Espasu, no in podobno masko bo nosil tudi novi Megane. Luči svetijo v LED tehniki, ker bi bila danes limuzina brez tega dejansko nesodobna. Ne vem pa, zakaj mora biti tudi ta bumerang. Se mi zdi, da bi bil avtomobil lepši brez njega. Ta avtomobil je od Lagune tudi daljši in od Passata, od slednjega za 7 cm, da bodo imeli direktorji na zadnjih sedežih več prostora. Znotraj pričakujte enak 8,7-palčni zaslon kot v Espasu in podobno obliko armaturne plošče. So pa materiali bistveno boljši. Espas zna prevečkrat zaškripati, ker je plastika pretanka. V bistvu je v tem segmentu konkurenca zelo ostra in bi bilo precej neugodno, če bi tale notranjost že na prvo žogo izgledala ceneno. Ob takšni opremi Initial Paris je veliko usnja, imitacije lesa, morda je celo pravi, kakšen trd kos plastike, ampak načeloma je notranjost zelo prijetna. Še ena stvar iz Espasa je našla svoje mesto tukaj in sicer 4Control, torej štirikolesno krmiljenje in nastavljivo krmiljenje blažilnikov. 4Control smo preizkusili včeraj na posebnem poligonu dirkališča Mugello in razlika z njim oziroma brez njega je več kot očitna. Štirikolesnim krmiljenjem smo dosegali bistveno večje hitrosti skozi zavoje, ker pa to ni dirkalnik, je bolj pomembno, da je bil občutek s sistemom 4Control bistveno boljši in dela z volanom manj. Za razliko od visokega Espasa, ki se v načinu komfort občutno preveč pozibava, talisman z blaženjem v načinu komfort nima nobenih težav in je zelo udoben. Tudi občutek na volanu je zelo dober, pač tipično limuzinsko odtujen, ampak nikakor ni slab. Dejansko lahko rečem, da je podvozje vrhunsko uglajeno, samo preko grbin je preveč glasno, sicer pa se avtomobil pelje fantastično. No in tudi kabina se mi zdi dobro zatesnjena, okolje je prijetno tiho, je pa tole res da šele prva vožnja, zato me jemljite malce z rezervo. Renault pravi, da je kabina med najprostornejšimi v segmentu, ampak ne vem, zame so vse prostorne. Trenutno vozim različico z motorjem DCI 160, torej najmočnejši dizel v ponudbi. Mu kar ustreza, sploh ker je povezan le z dvosklopčnim robotiziranim menjalnikom, ročnega s tem motorjem ni. Takšen avtomobil je potem bistveno bolj prepričljiv, limuzini takšno udobje kar paše. Lahko pa izberete seveda še DCI 110 in DCI 130, obe številki ponazarjata konjsko moč, ali pa turbobencinarja s 150 oziroma z 200 konji, 110 oziroma 147 kW, da bo teže razumljivo. Tole je skratka talisman, ki ga ne boste pospravili v žep, niti ne okrog vratu oziroma okrog roke, sem pa prepričan, da boste z njim bistveno bolj varni, kot pa s tem. Se pa vseeno mogoče bolj, da neham, kaj če je kakšen urok tule gor.